Zalar in bom vodil to konferenco. Srcem za vsako srce je geslo 23. prireditve, imamo že kar lepo tradicijo. 29. septembra je svetovni dan srca, za nas najpomembnejši, če rečem, dan v letu oziroma praznik. Moji sogovorci so primarij Matija Cevc, naš predsednik, potem izredni profesor dr. Gregor Starc iz Fakultete za šport in pa Darja Cvetko, naša strokovna sodelavka, ki vodi nekaj projektov, ki so povezani tudi s letošnjim svetovnim dnevom srca. Najprej nekaj napotkov. Tisti, ki ne govori, vas v trenutku, ko ne govori, vas prosim, da imate izklopljene mikrofone, da ne bi motili poteka konference. Konferenca, to ste že opazili, se bo snemala oziroma se že snema. Če bi kdo ne želel, da ga vidimo na tem posnetku, naj preprosto kamero izklopi. To je tale stvar. Najprej bodo vsi trije govorci povedali nekaj za uvod, potem bomo odprli diskusijo. Vprašanja oziroma svoje mnenja lahko napišete v spodnji vrstici v chatu, ali pa če dvignete roko oziroma odprete mikrofon in poveste v živo. In še nekaj, po konferenci bomo objavili tudi izjavo za javnosti, tako kot je to že tradicionalno pri nas. Seveda izjava za javnosti bo povzela vse tisto, kar bodo naši sogovorci povedali. Toliko za začetek in prvi ima besedo primarij Matija Cevc, naš predsednik. Izvoli, predsednik. Ja, najlepša hvala za besedo. Zahvaljujem se tudi vsem prisotnim in upam, da bo to, kar bo ta sporočila, ki jih bomo danes posredovali, da bodo šla na širšo javnost, ker pravzaprav skrb za naše srce je pravzaprav skrb za našo zdravo in dobro starost in temu je potrebno posvetiti vsaj nekaj truda že zgodaj v svojem življenju. Na to kažejo številne raziskave in seveda motnje, kot je bila na primer v zadnjih 2 letih COVID, povzročijo strahotne spremembe, ki se bodo poznale zelo verjetno tudi v starosti, ko bomo malce starejši, jaz sem še mlad seveda, in zaradi tega pričakujem, da se mi bo to poznalo. Samo to bi pripomnil, da je študija pokazala, da je zaradi COVID-a se je pričakovana življenjska doba tistih, ki so rojeni v teh letih, skrajšala za moške za 3,4 leta. To kaže, kako lahko en tak dogodek bistveno vpliva na naše življenje. Seveda kako, to pa lahko spremljamo pri dogajanju z našimi otroci. O tem bo nekaj več povedal profesor Starc, ampak jaz bi pa na en drug segment se obrnil. Namreč gre za to, da je to obdobje teh 2 let povzročilo drastično spremembo v navadah mladostnikov in bistveno večjo naslonitev oziroma uporabo raznih družbenih, družabnih medijev. Tako da smo že zaradi tega lahko zelo zaskrbljeni, kaj bo za to mladino potem, ko bodo minili toliko in toliko let, a se bo to, in zelo verjetno, se bo to poznalo tudi pri njihovem zdravstvenem stanju in zelo verjetno se bo tudi za vse te pričakovana življenjska doba skrajšala. Ampak zakaj toliko poudarjam te družbene medije? Gre namreč za to, da ta prisilna izolacija, ki je onemogočila osebno medsebojno komuniciranje in mladino zaprla med 4 stene, je povzročila, da so se zatekli na, kot sem že rekel, te medije. Te pa seboj prinašajo pravzaprav zelo številne nevarnosti, tako imenovane socialne stresorje, kot so
povečajo se konflikti, kibernetski konflikti med mladostniki, nadlegovanje, razne diskriminacije, in vse to seveda vpliva na psihično in pravzaprav razvojno stanje te mladine. Tako da je dokazano tudi, pravzaprav, da se je bistveno povečalo pravzaprav to psihosocialno stanje te mladine, povečalo so se razdražljivosti, samopodoba se je poslabšala, cela vrsta tudi drugih težav se je začela pojavljati in kot ste tudi verjetno vi že spremljali, da je med mladostniki in celo med otroci bistveno več samomorilnih misli, kot je bilo včasih, ko ni bilo tega strupa med mladino. Jasno je, da, kot bo tudi potem povedano, da je to ta po eni strani zasedenost mladine povzročila še tudi druge težave, o čemer bo potem verjetno nekaj več povedal tudi profesor Starc. Drugo, kar je zelo pomembno, je, da pravzaprav potrtost pa nezadovoljnost sabo pripelje tudi drugačen način prehranjevanja. Ti otroci se zatekajo v tako imenovane kompenzatorne mehanizme in se začnejo prehranjevati na zelo čudne načine, bistveno več raznih sladkih pijač popijo, skratka, zaradijo se, kar je nedvoumno pokazala ne samo zaradi telesne nedejavnosti, ampak tudi zaradi tega ta raziskava, ki jo bo verjetno profesor Starc pozneje malo bolj natančno razložil. Ampak če smo to opažali oziroma dokazali v raziskavah pri mladostnikih, ni nič boljše tudi pri odrasli populaciji. Zanimivo je, da je ob tem na bistveno slabšem predvsem ženska populacija. Že mladostnice so bistveno bolj nagnjene k tem težavam, ampak tudi med odraslimi tam od 20 do 40 let se je pravzaprav bistveno povečala ta razdražljivost zlasti med ženskami. In za Slovenijo se kaže, da je pravzaprav depresivnost in tesnobnost. Depresivnost je porasla v teh letih za 23%, tesnobnost pa kar za 26%. To je pravzaprav četrtina prebivalstva se je v teh 2 letih psihološko pravzaprav do neke stopnje razsula, kar je zelo, zelo zaskrbljujoče. Namreč mi vemo in študije to dokazujejo, da stres, depresija, nespečnost za 3-krat poveča nevarnost srčno-žilnih smrti. Za 3-krat. In za 2,5-krat srčno-žilne bolezni kot take. Tako da to je zelo pomemben dejavnik. Po drugi strani pa vemo, da z relativno enostavnim načinom lahko mi to najmanj omilimo, če ne celo preprečimo. In ta enostavni način je redna aerobna telesna dejavnost. Mogoče bo profesor Starc kaj več o tem povedal. Zdaj, seveda, jaz govorim za odraslo populacijo, tukaj je malce drugače, kot je za mladino, tam je treba bistveno bolj, bom po slovensko povedal, našponati. Pri odraslih tisto, kar priporočamo in zagovarjamo, da bi moral vsak, vsaj tistih 30 do 60 minut na dan, se malce hitreje gibati toliko, da se vsaj preznoji. To je nedvomno en od načinov, ki zagotovi boljšo kvaliteto življenja in boljšo starost. Seveda, sočasno s tem je nujno pospeševati nekadilstvo. To je na žalost v Sloveniji še zmeraj bistveno previsoko, so bili že na boljšem, ampak so se stvari poslabšale. In tretja reč je zdrava, uravnotežena, z vlakninami bogata prehrana, ki vse te 3 stvari skupaj, nekadilstvo ne zmanjšuje telesne teže, ampak telesna dejavnost in zdrava prehrana pa nedvomno zagotavljajo to, da imamo zdravo telesno težo. Mi pa vemo, da povišana telesna teža in debelost vodijo v sladkorno bolezen, vodijo v povišan krvni tlak, vodijo v zgodnjo srčno-žilno bolezen. In če se mi tem grehom odpovemo, če skratka smo telesno dejavni, če zdravo živimo, če se izogibamo sladkih pijač,
če se izogibamo energetskih pijač, ki jih pijejo mladostniki in mladi odrasli zaradi tega, da zdržijo nek tempo, ne pa zaradi tega, ker so tako intenzivno telesno dejavni, da bi zaradi tega potrebovali malo več energije. Skratka, energetske pijače za nekatere so seveda primerne, čeprav je treba zelo pogledati, kaj je v teh energetskih pijačah. In po drugi strani moramo pa tudi vedeti, da te proizvajalci ne povedo vsega, kaj je tam noter. Tako da je treba biti tukaj kar previden, ampak če si intenzivno telesno dejaven, kakšen maraton zgotov to rab, zlasti med takrat, ko je zelo na utrujen že. Medtem, ker tisti, ki bi pa to uporabljali samo zato, da bodo v disku bolj niti ne skakali, ker danes niti ne skače, včasih smo vse malo skakali, tam pa to, ampak zaradi tega, da so budni in da jih to privzdigne tisti kofein, ki je tam noter v izredno, mislim, v 2 deci take pijače je za 10 kav kofeina, pa še tudi druge stvari. No. Skratka, tega se je treba izogibati. In če se bomo tega držali, imamo veliko večjo šanso, da bomo dejansko doživeli 90 zdravih in zadovoljnih let. Hvala lepa. Hvala dr. Cevcu. In zdaj profesor Starc, beseda je vaša. Pozdravljeni. Ja, primarij Cevc je lepo nastavil že stvari, razložil tiste osnovne mehanizme in spremembe, ki so se zgodile in vsa tveganja. Mi na Fakulteti za šport s sistemom SLOfit seveda že od začetka pandemije zelo budno spremljamo, kaj se dogaja z razvojem naših otrok. Tako da smo že takoj po prvem valu epidemije spomladi 2020 uspeli na šolah izvesti meritve, kar pri 70% otrok v Sloveniji, in smo dobili že te prve rezultate zelo hitro. Seveda so nas pa precej negativno presenetili. Zdaj, vsi te trendi, ki smo jim bili priča že pred epidemijo, se pravi uporaba zaslonske tehnologije, povečana uporaba zaslonske tehnologije, povečevanje sedentarnosti, asocialnosti otrok in mladostnikov, vse te stvari so bile že prej. Ne moramo reči, da se je to na novo zgodilo, ampak kaj se je zgodilo pa na novo, je pa to, da so se vse te stvari zelo intenzivirale, potencirale in smo v bistvu v zelo kratkem času videli, kaj se lahko zgodi, če se zaslonska tehnologija, raba zaslonske tehnologije izjemno poveča, kot se je v času zaprtja šol, na primer pri otrocih, in kaj se zgodi v zelo kratkem času, če otrokom onemogočimo normalno gibanje. Se pravi, da jim vzamemo šolo, športno vzgojo, športne dneve, interesne dejavnosti, če jim vzamemo možnost vadbe v društvu in klubu v popoldanskem času, če jim zapremo javna igrišča. Se pravi, vse to se je zgodilo v zelo kratkem času in smo videli, kako hude posledice so. Te stvari bi mi lahko mogoče doživeli v 10-15 letih, bi se počasi, na primer, lahko slabšale. Zdaj smo pa videli, kaj se zgodi v kratkem času. Tako da ti ukrepi, ki smo jih sprejemali za zajezitev epidemije COVID-19, so se zelo močno odrazili na telesnem in gibalnem razvoju otrok. In če ne bomo ukrepali, in do sedaj še nismo ukrepali, naredili nismo pravzaprav še prav ničesar na področju telesne dejavnosti otrok in mladine, lahko ti otroci, če bodo s to doto prišli v odraslo dobo, doživijo zelo visoka tveganja obolevanja za srčno-žilnimi boleznimi. Zdaj, danes se bom osredotočil predvsem na 2 stvari, kar se tiče njihovega razvoja, in sicer na delež podkožnega maščevja in pa na aerobno vzdržljivost, torej srčno-žilno, srčno-dihalno vzdržljivost, zaradi tega, ker za ta 2 dejavnika vemo, da sta neposredno povezana z povečanim tveganjem srčno-žilnih obolenj v odrasli dobi. Naša populacija otrok, osnovnošolcev, je že po prelomu tisočletja pravzaprav presegla povprečje debeline kožne gube nadlahti, če gledamo celo obdobje od leta 88 na primer do 22. Se pravi, ob prelomu tisočletja so otroci prišli čez 50 centil v povprečju, kar pomeni, da so otroci po letu 2000 imeli višjo kožno gubo od povprečja teh
tega obdobja od 88. leta naprej. Ampak to naraščanje debeline kožne gube se je ustavilo tam nekje okoli leta 2010 in se je potem kasneje celo obrnilo navzdol. To je bilo tisto obdobje, ko je na primer v šolah, v osnovnih šolah v Sloveniji potekal zdrav življenjski slog, ko je 30.000 otrok dobilo 2 ali pa 3 dodatne ure športa na teden v šoli, in to se je dejansko odrazilo na celotni populaciji otrok. No, ampak ukrepi za zajezitev COVID-19 so pa že v letu 2020 povzročili do tedaj neprimerljivo veliko naraščanje podkožnega maščevja, tako pri dekletih, še bolj pa pri fantih. In to naraščanje podkožnega maščevja se je nadaljevalo tudi v drugem letu epidemije, se pravi v letu 2021, ko je bilo zaprtje šol še daljše kot pa v prvem letu. Zdaj v teh 2 letih, ko so bile šole vmes zaprte, je pri otrocih, pri fantih debelina kožne gube zrasla kar za 8%, pri dekletih pa za 6%. Mogoče se nam to ne zdi veliko na prvi pogled, ampak če vemo, da se v normalnih letih je bilo to nihanje največ v vsem času, kar mi spremljamo, je bilo 1,6%. Potem vemo, da je 8 ali pa 6% nekajkratnik tega običajnega nihanja. In tukaj moramo vedeti, da se tudi tveganja proporcionalno povečujejo, če gre za takšne velike skoke. No, na drugi strani so pa ti ukrepi in omejevanje gibanja še bolj izrazito odrazilo na upadu srčno-dihalne vzdržljivosti osnovnošolske populacije. Med leti 2010 in 2018 smo imeli izrazito izboljševanje srčno-dihalne vzdržljivosti pri otrocih. Ampak potem, ko se je pa začela epidemija v letu 2020 in potem v 2021, smo pa doživeli strašanski upad. Pri fantih je srčno-dihalna vzdržljivost upadla za 17%, pri dekletih smo bili pa leta 2021 kar 20% nižje, kot pa smo bili pred epidemijo. To pomeni 1/5 srčno-dihalne vzdržljivosti je izginila pravzaprav iz populacije. In to govorimo o povprečju. Vemo pa, da je iz te epidemije prišlo relativno nepoškodovanih, neprizadetih, približno tretjina otrok. 2/3 sta bili pa prizadeti. Kar pomeni, če to, kar sem zdaj povedal, razdelimo na tiste, ki so prizadeti, je verjetno med temi, ki so bili prizadeti, so ti odstotki upada vzdržljivosti in naraščanja maščobne mase še večji, kot pa je samo povprečje. Kar pomeni, da smo dobili velik segment populacije, pri katerem so se tveganja bistveno povečala. Zdaj, da so za to krivi ukrepi za preprečevanje covida, je postalo popolnoma kristalno jasno in neizpodbitno v letošnjem šolskem letu. Namreč v šolskem letu 2021-2022 ni bilo zapiranja šol. Ni bilo omejevanja vadbe, ni bilo omejevanja gibanja otrok, igrišča so bila odprta, klubi in društva so normalno delovali, interesne dejavnosti v šoli in vse stvari so relativno normalno delovale. Obstajali so še vedno karantene v primeru, da je otrok da je zbolel, ali pa cele razrede so dali iz šole domov, na primer, če so imeli koga obolelega v razredu, kar je še vedno predstavljal nek negativen pritisk, ampak videli so pa je takoj, da ko je enkrat pride življenje otrok nazaj v normalne tirnice, lahko pričakujemo izboljšanje. In izboljšanje se je zgodilo v letošnjem šolskem letu. Seveda smo še precej daleč od stanja pred epidemijo in samo po sebi se verjetno to stanje ne bo izboljšalo, če ne bomo sprejeli kakšnih ukrepov izboljševanja možnosti otrok za telesno dejavnost. In seveda fantje so nekoliko bolj rizična populacija od deklet na splošno, kar se tiče rabe sodobnih tehnologij. Se je pa pokazalo, da so bila dekleta pri nas bolj prizadeta zaradi zapiranja šol kot pa fantje.
kar nam govori o tem, da je tista gibalna dejavnost, ki jo dekleta dobijo v šoli, še posebej pomembna za njih. Zato, ker vemo, da se nekoliko večji delež fantov športom ukvarja tudi v društvih in klubih, kot pa je to pri dekletih. Dekleta pa očitno velik del svoje telesne dejavnosti stavijo na šolo, in ko enkrat zapremo šole, smo seveda takim otrokom, ki so odvisni od telesne dejavnosti v šoli, zelo omejili njihove možnosti normalnega razvoja. Mi smo med epidemijo se ukvarjali tudi z raziskovanjem sedentarnosti otrok, rabe zaslonskega časa in tako naprej, tako da lahko tudi to omenim. Ti vzorci so seveda bili bistveno manjši, tam okrog 5000 otrok, ampak ko smo preverjali, koliko časa otroci presedijo za zasloni med tem, ko so doma, smo videli, da že 6-letniki presegajo dnevno priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, ki govori o 2 urah zaslonskega časa, maksimalno 2 urah na dan. Se pravi, že pri 6-letnikih smo to presegli. Pri 14-letnikih lahko govorimo o 4 in več urah na dan. Se pravi, je 2-krat preseženo vse skupaj. In ta čas, ki ga otroci seveda preživijo za zasloni, pomeni zajedanje v čas, ki bi ga lahko preživeli dejavno. Primarij Cevc je že omenil kar nekaj negativnih efektov prevelikega zaslonskega časa. Jaz bi pri otrocih omenil ali pa poudaril predvsem anhedonijo. To je nezmožnost uživanja v čemerkoli, razen v zaslonih, se pravi v tistih vsebinah, ki jih dobiš prek zaslona, in anhedonija čez čas pripelje do seveda depresivnih stanj in ostalih psiholoških motenj. Tako da tudi danes se starši in učitelji srečujejo z otroki, ki so, oni pravijo, nezainteresirani za nič. Ne bi tega, ne da se mi to je brez veze. To so zelo pogoste stvari in pogosto so starši in učitelji nemočni. V bistvu mislimo, da smo nemočni, v resnici pa starši lahko ogromno naredijo in tudi šole lahko ogromno naredijo. Starši s tem, da enostavno omejijo čas ta zaslonski čas otrok, se pravi, da se z otroci sklene dogovor, koliko tega je na voljo vsak dan in da mora biti ta čas uravnotežen s časom telesne dejavnosti. V šoli pa seveda je pa treba začeti opozarjati na nevarnost tega, čemur smo priča zdajle, digitalizacije. Veliko slišimo tudi v šolskem sistemu, da se bo digitaliziralo, se pravi, vse gre v tej smeri, ampak tukaj je treba biti silno previden, ker nimamo nobenega dokaza, da bi digitalizacija pouka prinesla kakšne pozitivne efekte, imamo pa cel kup dokazov, da so efekti lahko negativni. Čez te šole so šle že nekatere druge države. Makedonija, na primer, je šla čez to težavo že pred 15 leti, ko so sprejeli politiko računalnik na vsako mizo, in so v šoli, vse šole so kupile računalnike in na vsaki šolski mizi je bil računalnik. Po enem letu so ti računalniki vsi pristali v kleti, ker so ugotovili, da je to takšen močen distraktor otrok, da je bila učna uspešnost otrok katastrofalna, da se niso naučili pravzaprav nič. In jaz bi tukaj seveda tudi apeliral na odločevalce, da zelo previdno pristopajo k digitalizaciji. Digitalizacija mora iti v smeri razbremenjevanja učiteljev, tudi birokratskega razbremenjevanja učiteljev, na primer, in pa uporabe nekih orodij, ki so mogoče zelo dobro za boljšo predstavitev snovi ali pa kaj podobnega. Nikakor pa ne sme digitalizacija iti v to, da bodo otroci zdaj še več časa morali preživeti pred zasloni. Nekaj podatkov, bolj natančnih, smo seveda vključili v izjavo za javnost in si jo lahko tam pogledate. Mislimo pa, da edini način, da stvari postavimo na svoje mesto, je, da se pri otrocih poveča telesna dejavnost. Nažalost, živimo v letu 2022, to je zelo drugače kot pa leto 1972 ali pa 1982, ko so naši otroci na prostem preživeli veliko več časa, ko je bil njihov radius samostojnega gibanja na prostem še večji od 3, 4 ali 5 kilometrov. Danes je radius samostojnega gibanja otrok pri 11 letih
približno 1 kilometer, kar pomeni, da je to zelo majhna razdalja, ki jo otroci še obvladujejo. In nikakor ne moramo pričakovati, da bodo starši in dom lahko tisti, ki bodo te stvari skompenzirali. Seveda lahko veliko pripomorejo k temu, da prevzamejo bolj zdrav življenjski slog, da izkoriščajo prosti čas za telesno dejavnost, da spodbujajo otroke k telesni dejavnosti, omejujejo zaslonski čas, ampak edini prostor, kjer vse otroke dobimo na enem mestu, je šola. Zaradi tega je šolski sistem tisti, ki lahko tukaj zelo veliko pripomore. Zelo dobro bi bilo, ko bi si tukaj podal še roko z zdravstvenim sistemom, ampak v vsakem primeru mi mislimo, da je edina pot, da to populacijo otrok, ki je bila prizadeta zaradi covida, pripeljemo spet na zeleno vejo, je, da povečamo ure športne vzgoje v šoli, vsak dan uro športa za otroka. To so nekatere države že uspele narediti, oziroma uspelo je samo 2 pravzaprav v Evropi, Danski in Madžarski. Vsi ostali še stremimo k temu, ampak tudi naši eksperimenti v obdobju pred epidemijo so nam pokazali, da edini garant, da se bodo otroci normalno razvijali in da bo razvoj šel v pozitivni smeri, je 5 ur športne vzgoje na teden, ki je strokovno voden na visoki ravni. Vse ostalo je pa seveda bonus. Zelo lepo je, če otroci hodijo peš v šolo ali pa s kolesom. To so zelo lepo je, če imamo aktivne odmore v šoli, če imamo rekreativni odmor. To so vse zelo dobre stvari, ki pripomorejo še k boljšemu stanju, ampak treba se zavedati, da so vse te stvari kaplje v morje. Edina resnična stvar je povečevati telesno dejavnost, kjer je ta intenzivna in dolgotrajnejša. To je pa samo pri pouku športne vzgoje, pri interesnih dejavnostih, pri treningih. Medtem ko hoja v šolo sama po sebi za otroka nima nekega strašansko močnega razvojnega vpliva, ker je enostavno impuls premajhen. Če bi ta otrok tekel v šolo s torbo na rami, 4 kilometre, ok, takrat govorimo o nečem drugem. Če pa gre za to za sprehod, pa za otroka to ne pomeni toliko, kot pa za odraslega. Na odrasle, sploh tisti, ki so telesno nedejavni, ima en sprehod lahko bistveno večji pozitivni učinek, kot pa na otroka, ki za svoj razvoj rabi bistveno bolj intenzivno gibanje, ki mora teči, ki mora skakati, kot je rekel primarij Cevc, in ki mora svoje telo vedno pripeljati na zgornjo mejo, ker to pomeni, da si svoj organizem spodbudil, da se bo prilagodil in da se bo razvil. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Starc. Naslednja govorka je Darja Cvetko, naša strokovna sodelavka. Izvoli. Ja, hvala obema sogovornikoma, ki sta že prej poudarila, kako pomembna je ta promocija zdravja in preventivno delovanje. In ga je potrebno začeti izvajati že zgodaj v otroštvu. Seveda najpomembnejšo vlogo imajo še vedno starši, zato se tudi mi na društvu trudimo v programe, ki so namenjeni mladostnikom, vključiti tudi starše. Zelo pomembno je pa, kot je pokazala ta epidemija oziroma razni ukrepi, kako zelo škodljivi so lahko po določeni strani, če spremenimo okolje, ki tudi vpliva, se pravi šolsko okolje, okolje nekega doma, kakšne negativne učinke ima lahko to na zdravje otrok. Zdaj Društvo za srce se s področjem naraščanja prekomerne telesne teže in debelosti se intenzivno je pričelo ukvarjati že leta 2004. Med 2008 in 2010 je sodelovalo tudi v mednarodni raziskavi o prekomerni telesni teži in debelosti, s tem, da smo se takrat smo se ukvarjali predvsem z posledicami sedečega načina življenja zaradi preživljanja prostega časa pred televizijskimi in računalniškimi zasloni. Sedaj pa teh zaslonov toliko več in leta 2017 smo razširili to preventivno delovanje tudi na ostale negativne učinke prekomerne uporabe zaslonov. V okviru projekta recimo neodvisnosti, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje, se pravi sedaj že od leta 2017, izvajamo program Odklop, to je preventivni program za uravnoteženo in odgovorno uporabo zaslonov med mladimi. Hkrati pa izvajamo tudi preventivni program kajenja, torej da mladi sploh ne začnejo kaditi v osnovnih šolah. To slednje pa izvaja partner na projektu Inštitut za zdravje in okolje,
In oboji smo se nekako odločili, da te preventivne delavnice ne bomo izvajali preko zaslonov in še dodatno otroke postavljali pred zaslone, ampak smo jih začeli izvajati, ko so se šole ponovno odprle. Od takrat je IZO izvedel 70 delavnic, za okoli 1000 otrok je bilo vključenih. Program Odklop smo pa izvedli 180 delavnic z več kot 800 enkratnih uporabnikov. Tukaj za program Odklop bi poudarila, kako zelo pomembno je, da gremo večkrat na šolo, da se večkrat pogovarjamo o številnih vidikih uporabe zaslonov, tako da pri nas idealno, bom rekla, so učenci, smo z istimi učenci vsaj na 6 srečanjih in potem se srečamo tudi z njihovimi starši. Program Odklop zajema 6 večjih sklopov, ki jih je možno potem, bom rekla, podaljšati ne samo na eno šolsko uro, temveč na več. Recimo, pogovarjamo se, kaj je to odgovorno vedenje na spletu in prav tako tudi v offline svetu. Kritično pismenost razvijamo, pogovarjamo se o telesu, se pravi telo in digitalno je, kot je omenil primarij Cevc, zelo problematično bom rekla, z povečanjem prisotnosti otrok na družbenih omrežjih, kot sta Instagram in TikTok, kjer pač so priča vsem tem idealnim telesom, ne poznajo pa celotnega ozadja, kako priti do teh teles, da gre za to za več kot 10-letno delo na telesih, da je tudi vključenih veliko teh prepovedanih substanc, se pravi, mladi tega ne vedo in potem se primerjajo. Pogovarjamo se tudi o čustvih v digitalnem svetu, o odnosih, in pa pravzaprav tudi o novih poklicih, ki se rojevajo z digitalnim svetom. Torej gre za vsebine, ki so danes več kot nujne, saj zasloni predstavljajo tako ogromen del življenja mladostnikov. Tako da dejansko, če povem, da zelo težko izpolnimo želje vseh šol, zelo smo iskane, naše delavnice so kar iskane in upamo, da bomo ta program izvajali tudi v prihodnje. Poleg tega izvajamo oziroma smo izvedli 6 celodnevnih usposabljanj za 90 pedagoških delavcev iz vse Slovenije, ki potem program Odklop vodijo na svojih šolah. Poudarila pa bi, da te neposredne delavnice, ki jih pa društvo izvaja, da jih izvajajo mladi izvajalci, to so študenti medicine, študenti psihologije in pa drugih humanističnih ved, ki se za to predhodno tudi usposobijo. Na srečanju starši zelo radi poudarimo, kako pomembno je, da pač otroci čim več svojega prostega časa preživijo v gibanju, da preživijo ta čas skupaj z sovrstniki, za svojo družino tudi izven zaslonov. Vplivati želimo tudi na starše, da pravzaprav premislijo, kakšna je pa njihova uporaba zaslonov v prostem času, je ta uravnotežena ali je prekomerna, kajti samo z dobrim zgledom, s pozitivnim zgledom lahko starši potem lažje vplivajo na svoje otroke. Starši se do sedaj že nekako zavedajo, da je gibanje pomembno za optimalen fizični razvoj njihovih otrok. Če otroci in mladostniki preživijo preveč časa za zasloni, in kot je povedal profesor Starc, imajo pač posledično manj časa za ostale dejavnosti, med njimi tudi za gibanje. In ravno s telesno dejavnostjo ne urijo zgolj svojih gibalnih spretnosti in telesnih sposobnosti, starši malo to že pravzaprav vedo, ne vedo pa, da je pravzaprav, da so otroci, ki so fizično aktivni in boljše telesno pripravljeni, da imajo tudi boljše umske sposobnosti in boljši učni uspeh. Torej, to so povezave, raziskave kažejo na te povezave. Zakaj? Kajti otrok skozi premagovanje nekih gibalnih izzivov, možgane oči načrtovanja, iskanja rešitev, ohranjanja neke pozornosti, gibanje pa pozitivno vpliva tudi na spomin in počutje. Zdaj, otroci, ki preveč časa uporabljajo zaslone, ki so, bodisi so to risanke, tisti najmlajši, bodisi so to pametni telefoni, imajo lahko težave z razvojem govornih sposobnosti in razvojem drugih nekih socialnih veščin, težje navezujejo stike. Sami pa vemo, kako zelo pomembne so socialne veščine tudi v kasnejših življenjih in tudi pri iskanju službe.
Veliko otrok, kadar se mi pogovarjamo z njimi v šoli, navaja, da pametne telefone uporabljajo tik pred spanjem. Modra svetloba, ki jo oddajajo zasloni, moti proces priprave telesa oziroma možganov na spanje, na počitek in posledično so mladostniki lahko neprespani. Tako da nekako je ključnega pomena, da družine vzpostavijo neka družinska pravila uporabe zaslonov doma, in pri tem se lahko vedno nanaša na že oblikovane slovenske smernice za uporabo zaslonov med otroci in mladostniki, ki so, bom rekla, mogoče nekoliko malo strožje se zgledujejo po mednarodnih, ampak recimo za otroke med 6. in 9. letom naj bi bila to maksimalno 1 ura na dan zaslonov, se pravi tako televizije kot računalnika, kot tudi, ne vem, pametnega telefona, tablice, se pravi vse skupaj. Tako da dejansko starši lahko marsikaj naredimo z svojim zgledom. Prvo se je potrebno vprašati, kako mi uporabljamo zaslone, jih uporabljamo v času kosila, jih uporabljamo v svojem prostem času, in tudi starši, da delajo na sebi, da pri sebi zmanjšajo čas uporabe zaslonov in da se trudijo, da otroci vsaj del časa, ki so ga sedaj porabili na zaslone, porabijo na neko dodatno gibanje. Seveda pa je zelo pomembno tudi šolsko okolje, kot je poudaril profesor Starc, da se doda tista še 1 ura telesne vzgoje v šolah. Tako da to je pa z moje strani. Hvala lepa vsem trem sogovorcem. Ne pozabimo, vse tole, kar so povedali, je povezano seveda s Svetovnim dnevom srca. Želimo poudariti, da je treba izkoristiti Svetovni dan srca za ozaveščanje ljudi in predvsem, da vsak za sebe kaj spremeni od tega, kar gre narobe v celi družbi. To so vsi trije lepo predstavili. Eno novost bi še omenil, predno vam dam besedo. Nekaj prireditev smo že izvedli, nekaj jih še bomo po celi državi. Običajno trajajo prireditve ob Svetovnem dnevu srca približno 1 mesec, kjer seveda vabimo ne samo naše člane, ampak vse, da se aktivno udeležijo in da jim predvsem v glavo sede tole, kar smo pripovedovali. No in eno novost bom omenil, dogovorili smo se z Mestno občino Ljubljano, da bo 29. ko je Svetovni dan srca, Tromostovje obarvano rdeče. Tisti, ki boste videli to rdečo barvo, spomnite se, da je to ob Svetovnem dnevu srca. Mogoče bomo tudi s tem koga spravili k temu, da se bo zamislil in začel sam pri sebi ukrepati. Ja, zdaj pa takole, vprašanja, mnenja. Kot sem prej rekel, chat, tam lahko napišete, sicer pa preprosto vklopite mikrofon in povejte svoje mnenje. Profesor, oziroma predsednik Cevc, sem slišal en namig, videl en namig, izvoli. Ja, jaz se hočem samo nekaj mogoče še dodati. Tole, kar smo mi zdaj govorili pretežno o otrocih, ne velja samo za otroke. Tisto, kar je pomembno, da podobne stvari veljajo tudi za odraslo populacijo. Mi moramo vedeti, da danes imamo digitalno zelo osveščeno generacijo, tam do 40. leta, ki vse te nevarnosti, ki smo jih zdaj pri otrocih omenjali, nosi sabo. Se tudi, če greste v kakšno restauracijo, se vidite, tudi odrasli sedijo za mizo pa tipkajo po telefonih. Skratka, to ne velja samo za otroke, velja tudi za odrasle. In to je po moje tudi eden od pomembnih dodatnih sporočil, ker ta COVID je, kot sem že prej rekel, enake težave, kot jih imajo otroci in mladostniki, imajo sedaj tudi nažalost odrasli tam do 40. leta. Oni malo čez, tisti so pa malo manj odvisni od telefonov, televizorjev, tablic in podobnega. Samo to se hoče še dodati. Hvala lepa. Še čakamo kakšno vprašanje. Enega pa so mi že prinesli, oziroma smo dobili na spletu. Kaj menite, je vprašanje naše poslušalke,
o srednji šoli, kjer imajo dijaki 3 ure športa enkrat tedensko. Namesto enkrat 1 uro 3-krat tedensko. Če mogoče jaz odgovorim na to, ker se tudi strokovno ukvarjam s temi stvarmi. Imeti 3 ure, se pravi ne blok uro, ampak 3 ure hkrati, in to samo enkrat na teden, je seveda bistveno slabše, kot pa imeti 3 dni po 1 uro. Zaradi tega, ker šole s tem ne izkoristijo tistega potenciala, ki ga gibanje da. Gibanje samo pri športni vzgoji lahko pomeni sprostitev dijakov, lahko pomeni dvig srčnega utripa, pospešitev metabolizma, sproščanje pozitivnih hormonov, zmanjševanje stresa. Če to naredimo samo enkrat na teden, je pač to enkrat. Če to naredimo 3-krat na teden, je to 3-krat. In tukaj je, jaz verjamem, da se marsikatera šola srečuje z logističnimi težavami, sestavami urnika, srednje šole imajo nekatere tudi kakšne prostorske stiske, ker vemo, da nimajo vse svojih telovadnic, tako kot je praviloma v osnovnih šolah, ker so lokalne skupnosti praviloma boljši gospodar kot pa država. Osnovne šole, ustanovitelji so lokalne skupnosti, srednjih šol pa država. In tukaj so razlike med osnovno in srednjo šolo, seveda. Je pa strokovno to zelo slabo, če te vse ure, ki jih imajo na voljo, skondenzirajo v en dogodek, v en sklop. To pomeni tudi, da enostavno dijaki 3 intenzivnih ur naenkrat ne morejo zdržati, kar pomeni, da je veliko več tudi sedenja, čakanja, počivanja, in ta izkoristek 3 ur skupaj je bistveno slabši, kot bi lahko bil izkoristek 3-krat 1 uro. Ja, hvala lepa za ta odgovor. Upam, da je poslušalka tudi zadovoljna s tem. Seveda naši pozivi ne gredo samo k prebivalcem Slovenije, ampak grejo tudi k odločevalcem. Torej, odločevalci, tisti, ki odločajo, ne upoštevajo tole, kar v maksimalni meri, kar seveda pripovedujejo naši strokovnjaki. Zatem naši strokovnjaki stojijo in jasno je, da bo potrebno tudi še vnaprej sprejemati ukrepe za zajezitev COVID-a. Ampak ne na račun zapiranja otrok in drugih. To je naš poziv, in če se spomnite, smo pred kakšnim letom imeli celo posebno novinarsko konferenco, ki smo jo naslovili Pojdimo ven v naravo, v času seveda najstrožjih ukrepov. Ampak takrat upoštevajmo seveda priporočila stroke, da se ne bomo okužili. Še kakšno vprašanje? Ne vidim več? Mogoče bi jaz samo še dodal v duhu tega, s čimer ste vi končala, se pravi v naravo. Moji sodelavci, moja skupina se v bistvu trudimo za to, da bi se povečal delež ur športne vzgoje v šoli. Ampak hkrati pa si želimo, da bi ta dodaten delež športne vzgoje bil usmerjen predvsem v dejavnosti na prostem. Se pravi, da to ne pomeni, da si mi želimo, da se otroci in učitelji zapirajo v telovadnice, ampak da bi te dodatne ure preživljali zunaj, da se otroci ponovno naučijo uporabljati naravno okolje. To je pomembno tudi z vidika ekologije in vseh izzivov, s katerimi se danes srečujemo, ker če bodo otroci zrasli s tem, da je narava vrednota, da je to moje igrišče pravzaprav, da je to moj življenjski prostor, bo njihov odnos do tega okolja lahko bistveno boljši, kot pa če bo to samo ena stvar, ki je tam nekje zunaj, pa lahko tudi smeti tja vržeš, če je treba. Tako da vemo, da bi nastale prostorske stiske, če bi želeli vse dodatne ure spraviti v urnik, v telovadnico, ampak želimo pa ljudem povedati, da imamo v Sloveniji lepo okolje, ki ga lahko s pridom izkoriščamo, in tudi to, da slabega vremena ni, da so lahko samo neprimerna oblačila in da se da ven tudi po dežju.
Hvala lepa. Zdaj sprašujem še Sam jaz bi še mogoče dodal, govorce za zaključne misli. da to bistveno to, kar je zdaj profesor rekel, v naravo ne teči po cestah ob prometu, ampak biti v gozdu, ker vemo, da polucija ob cestah je bistveno večja, polucija pa je škodljiva, je eden od dejavnikov tveganja. In če tečeš, kaj se vem, tlele po Dunajski recimo, boš tisto korist, ki ti je telesna dejavnost, da izgubil s polucijo. Skratka, v naravo, ja. Na Rožnik, Golovec, za Ljubljano, druge pa je pa še to lažje. Hvala. Darja, boš kakšno zaključno misel rekla? Ja, zaključna misel je predvsem to, da ko vzgajamo otroke, pravzaprav vzgajamo v prvi vrsti sebe. In če sebe prevzgojimo pozitivno, bodo otroci pač vse to posnemali, ker tako se učijo, posnamejo nas. In če bomo namesto, ko nam je dolg čas ali pa ko imamo prosti čas, prižgali televizijo, ampak bomo namesto tega odprli knjigo ali pa se podali na sprehod in bomo to vključevali v svoj življenjski slog, bodo tega otroci vajeni in tega bodo potem vajeni tudi mladostniki. Tako da to je ena dobra iztočnica. Začnimo pri sebi, otroci bodo pa sledili. Ja, profesor Starc, kakšna zaključna misel še? Ja, jaz si zelo želim, da bi zdaj naslednje obdobje prineslo en obrat v fokusu odločevalcev tudi in da bi se vsi skupaj zavedali, da je treba vlagati v ljudi. Ne v kapital, ne samo v podjetja, ampak ne samo v gospodarstvo, ampak v ljudi, v kakovost življenja ljudi. Začeti moramo pri najmlajših in nadaljevati pri starejših, v vsakem primeru pa moramo človeka zopet postaviti na prvo mesto, ker vse, kar imamo, je v naši službi pravzaprav, v službi ljudi in se tega premalo zavedamo. Vsa naša država je samo zato, da je v naši službi in da naša življenja dela boljša, da mi lažje živimo in bolj kakovostno živimo. In to je zahteva, ki jo povsem legitimno lahko naši državi postavimo. Hvala lepa. Dodatnih vprašanj nismo dobili. Izkoristimo Svetovni dan srca za sebe, pa vplivajmo tudi na druge s svojim ravnanjem. Mi bomo zdaj takoj po konferenci začeli razpošiljati izjavo za javnosti in jo objavili tudi na naših medijih. Hvala vsem, ki pomagate ozaveščati ljudi in ki širite zavest o Svetovnem dnevu srca, ki je priložnost, da se posebej zamislimo, čeprav se moramo seveda zamisliti nad svojim srcem vsak dan. Hvala in nasvidenje. Ja, nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.